Živijo, dragi moji, evo, tudi na mojem javnem profilu je prav, da se slišimo. Upam, da ste v redu, upam, da ste srečni, upam, da ste zdravi, predvsem, da ste zdravi. To je skoraj najbolj pomembno zdaj v tem času. In predvsem sem želela eno informacijo deliti z vami. 16. oktobra smo pripravljali s puncami dogodek, tridnevni dogodek, dvig ženske energije. Iskrena hvala čisto vsem tistim, ki ste se prijavili. Joj, drage moje, ko bi vi vedeli, da kako si jaz to res želim, da pride do tega dogodka, ampak bi pa povedala drugače. Sem solastnica podjetja Skaze, kjer je zaposlenih več kot 300 ljudi v tem podjetju in imam neko moralno odgovornost, živa Irena, imam moralno odgovornost, da ta dogodek prestavim. Že zaradi tega, ker se mi nekako tako zdi, pa vem, da bi bilo super, pa da bi se imele krasno, full fine in vse bi bilo top of the top, ampak toliko je pomembno, da obdržimo to gospodarstvo, da pomagamo zaposlenim na delovnih mestih. Saj veste, da je lepo, če imamo delovna mesta oziroma če imamo službo in se mi zdi, da če bomo zdaj spet vsi doma, mislim, sploh ne bi želela biti del tega, da bi se lahko nekdo o tem pogovarjal. Tako da, mi smo se odločili, da ta dogodek prestavimo s puncami, vsem nam je hudo, danes smo cel dan skupaj sedeli tako in se pogovarjali o tej temi, ampak smo naredili opcijo, da vse tiste, ki pa ste želeli in ki ste se vključili in seveda nič bati, vse boste dobili vrnjen denar, tako da čist brez kakršnekoli skrbi, kvečemu res iskrena hvala, iskrena hvala, ker nasplošno, a veste, kaj mi je všeč, drage moje ženske, ker ste pripravljene delati na sebi, ker ste se pripravljene odločiti, da najprej greste iz mentala v svoje srce in da se zavedate, da tu več nič ne morete najti. Jaz pravim, da imamo dovolj pametnih ljudi. Vsi smo pametni. Čas je za srčne ljudi. In mogoče nam je tudi ta korona to dala, da novo življenje, da nam je omogočila novo življenje, da sami ugotovimo, kdo v resnici smo, kaj želimo, kakšne so naše prioritete, kaj je naš hobi, kaj je tisto, kar radi počnemo, ker iz tega hobija bomo tudi prišli do tistega, kar je naše življenjsko poslanstvo. In naredili smo tudi 16. organiziramo, potem ne bomo imeli v živo srečanja, bomo imeli virtualno srečanje, tiste, katere boste želeli. Evo, program bomo, zdaj ga je pač treba spremeniti, prilagoditi temu, ker ne bo 3-dnevni, tako da s puncami bomo delali v tem tednu, ker res smo si srčno želeli, da vam to damo. Ampak, je že moglo biti tako, no, jaz pravim, je že moglo biti tako, čeprav, a veste, če ne bi imela Skaze, bi se dogodka lotila. Glih zaradi tega, da vam pokažem, da res deluje zakon privlačnosti. Ampak tokrat ne bom. Tokrat bom pustila, tako pravim, že zaradi moje odgovornosti, ker imamo v podjetju zaposlene ljudi in predvsem želim imeti zdrave ljudi okoli sebe in tudi mislim, da vi. Ok, ampak preko sem mogoče, pa če še imam majčken časa, bi še nekaj zraven dodala. Tako kot mislim, da nam je korona dala novo življenje, priložnost do novega življenja, da v resnici spoznamo, kdo smo, kaj si želimo, kaj so naše ambicije in tako naprej. Mislim tudi, da je korona nas pripeljala do tega, da bo potrebno se vzpostaviti ali pa rečemo transformirati menedžerstvo v leadership. Kaj to pomeni? Da bomo rabili več srčnih voditeljev, ampak to zdaj ne pomeni, da bomo zamenjali te voditelje, katere imamo, ampak dovolili tem našim voditeljem pokazati svojo srčno plat. A veste, toliko smo voditelji v nekmu, mi smo the best, mi smo najboljši, mi smo ta pravi. Poglejte mene, danes sedim pred vami v trenerki, z rekreacije, z narazkom
In vam upam povedati v obraz, da ja, najdite svojo srečo, ker ste srečni navznotri, pa ne rabite nič od tega, kar mislite, da vse potrebujete, da ste lahko ta pravi. Tako da, ja, dajmo majčke delati na sebi, dajmo pogledati, kdo v resnici smo, dajmo se sprejeti, dajmo sprejemati odgovornost, najprej do sebe, potem do drugih in tako naprej. Tako da, drage moje, vse tiste, ki ste bile prijavljene, še enkrat iskrena hvala, denar dobite nazaj. Tiste, ki se še niste prijavile, bomo zdaj organizirali virtualno, online delavnice, seveda jo moramo malce spremeniti, malo prilagoditi. Vsem drugim pa predvsem en tak lep nasvet, pa ne, a vam lahko dam eno zgodbico, en primer zgodbe. Prej sem delila z mojimi puncami v gibanju Spremembe vredna in res sem ponosna. Mi imamo več kot 2200 žensk notri, ki res delajo spremembo na sebi. Dragi moški, enkrat me boste razumeli, tisti, ki me še vedno vidite kot feministko, zakaj sem se najprej odločila za ženske. Res, enkrat bo prišel trenutek, ampak to zdaj ne pomeni, da jaz imam pa na delavnicah ali pa na coachingih samo ženske, imam tudi moške. Ampak imam predvsem tiste moške, ki se zavedajo, da ni dovolj delati samo iz glave. Da hoče srček vključiti. Srček. In da mu ni nerodno priznati, da ne zna, da mu ni nerodno priznati, da ne zmore, da ga ni sram poiskati pomoč. Taki so ta pravi, res, taki delajo naprej premike. Hvala vsem tistim, ki mi pišete zraven, hvala. Sem se pa tudi odločila, Ana, glede na to, da ne moramo več toliko imeti teh, da bom odgovorna, bom tudi nadaljevala z mojimi online izobraževanji. To so predvsem Zoom online srečanja, v živo srečanja, za vse tiste, ki si želite delati na sebi. In vas je kar nekaj takih in tako, jaz mislim, da zato je bilo prav, da grem. Poglejte, kaj se je zgodilo. Jaz tako vedno rečem, vse je z nekim namenom. Vse je s nekim namenom. Pravi čas, kdaj sem zbrala pot, da grem ven iz podjetja, kljub temu, če podjetje pri nas ni zdaj 100%, tudi mi smo padli po prihodkih, mi dva z Igorjem se počutimo mirna, imamo krasno skupino, tudi videli ste, da vam ne govorim kar brez veze, dobili smo najpodjetniško prakso, najkadrovsko prakso, nagrado za to najkadrovsko prakso. To pomeni, da res delamo nekaj dobrega, da se res nekaj dogaja. Lahko slišite naše zgodbe naših sodelavcev, ki govorijo to, kar v resnici so. Ne tisto, kar bi nekdo mislil, ko kdo mi zraven pripiše, ja, povejte, kaj je. Oni povejo tako, kot je. Tudi slišali boste zgodbe konkretno. Vsak z mano, ki sedi z mano, za tistim drugem stolu, je pristen, je odprt in me vidi samo kot Tanjo. Me spoštuje kot solastnico skaze, ampak ne vidi nekih strahov ali pa karkoli tega. Se zaveda, da skupaj kreiramo lepšo prihodnost. Ok, da mogoče še naredim zaključek. Fej sem ponosna na vse vodje, na vse ljudi, ki ste se odločili postati boljše osebe. Res, ki ne iščete izgovorov ali pa problemov, ki rečete problemov, ampak danes vidite, da so to vaše priložnosti za rast. Hvala vsem ljudem, vsem, ker sem obkrožena samimi krasnimi ljudmi, sploh ne znam povedati. Mislim, to je to, kar pravijo. Odpri se in odprli in se ti bo odprlo. In se, kak lepa sporočila dobivam. Moj God, tako prav, hvala vam za vsa ta sporočila. Delajte na sebi. Toliko smo pripravljeni narediti, pa iti na eno krasno potovanje, pa si kupiti najboljša oblačila. Vsi tisti, ki me poznate, si zdaj že nekaj časa nisem več kupila, ker ni potrebe, ker želim, da me slišite. Ne, da me gledate, kako sem oblečena, ampak da slišite, kaj vam hočem povedati, kakšno sporočilo vam želim dati. In toliko sem res ponosna na to, da delate spremembo, ampak ne pomeni to, zdaj viš misel mi je ušla. Toliko smo pripravljeni dati na garderobo, da si kupimo cunjico, nikoli nam ni problem kupiti kako cunjico, nikoli nam ni problem iti frizerju, nikoli nam ni problem
za vse opcije, kar je. Toliko malo smo pa pripravljeni dati nase, za svoje znanje, da smo lahko drug, da smo vsak dan lahko boljša oseba, da vsak sleherni dan lahko živimo lepše življenje. Ampak, a veste, jaz sem, ok, ko sem do tega prišla, mi je bilo krasno, mi je ful bolj lepo, takrat sem spoznala, ampak ko sem se pa začela zavedati, da so mene moji starši učili samo to, kar so oni znali. To meni, jaz nisem mogla biti samozavestna, če moja dva starša nista samozavestna. Jaz nisem mogla biti, ne vem, tako, ne vem, kaj bi zdaj rekla, če ona tega dva nista imela. Kako bom potem jaz to imela, Ana? Jaz sem mogla to reči, to sta mi ona dva dala, to sta mi moja dva starša dala, ostalo pa rabim, ostalo pa potrebujem jaz in se to moram naučiti. Ampak kaj je pomembno? Da niste sami, dragi moji. Niste sami. In ni prav, da ste egoisti do svojih otrok. Če vi nekaj niste dobili v svojem življenju, je prav, da vašim otrokom to omogočite drugače. In zato je prav, da bolj, ko boste vlagali vase, več boste lahko dali svojim otrokom. Manj vzorcev, manj blokad, vse bo boljše. Vse bo boljše. Jaz imam dva krasna primera. Enega malo starejšega, enega malo mlajšega. Pri mlajšem se vidi, da sem že ful naredila na sebi. Pri starejšem se vidi, da še veliko nisem naredila na sebi. Ampak glih to je tisti dokaz, kar nam kaže, kako lahko z našimi mislimi, z tem, ko vlagamo vase, delamo spremembe. Najprej pri sebi, pri naši družini in potem še širše. Delajte na sebi. Če želite, imam tudi jaz izobraževanja, online izobraževanja. Zdaj bom malo se držala tega, da se bomo malo manj družili. Vsekakor imam pa tiste intenzivne dogodke, ki so pa v manjših skupinah, tiste pa še vedno izvajam, ampak tam je do 11 ljudi, tako da za tiste so do 11 skupina, do 11 ljudi. In za pare, kmalu pride tudi delavnica za pare, tako da ko mi čakam. Moški, dragi moški, za vaše pa nimam, v redu. To pa takrat, ko bom z možem v pravem ravnovesju, da ne bo videl nobenega izziva. Ampak ne zato, da ga je strah, ampak tako, da me bo pustil. Toliko, hvala Nikolina, kak lepo mi pišete, res mi lepo pišete, hvala vam. Bolj ko odpirate srčka, bolj ko ste pozitivna oseba, bolj tudi pozitivni ljudje prihajajo v vaše življenje. In zapomnite si, dragi moji, vsi tisti, ki me zdaj gledate, nič niste drugačni od mene. Samo odločili se narediti korak in ga lahko. Res ga lahko. Pa, tako rada bi, da greste skupaj z mano v moje sanje nazaj v preteklost, pred nekaj leti, in da greste z mano to zgodbo in da hodite po tej zgodbi in da vidite, kako lahko človek naredi korenite spremembe samo z močjo misli. Prvo to, druga zadeva, kar pa, da reče, ne bom vedno poslušal, kaj mi racijo pravi. Kaj mi pravi srček? In če srček pravi ja, greš delati to. Evo, toliko za enkrat. Hvala vam. Hvala res, ker se res spreminjamo in dajmo si vzeti to, da je ta, sej, lejte, vi, ki mene spremljate, vsi tisti, ki ste pač moji, ki ste z mano na mojem portalu, vsi delate enake korake, čisto enake, eni me boste še prehiteli, eni ste z mano, eni skupaj z mano rastete, tako da jaz sem zelo vesela. Hvala Tanja za delo Sanje iz srca, da samo čas tako. Draga moja Metka, hvala. Ja, hvala, res ste zlate ženske, tudi neki moških je vmes, hvala mojim dragim tudi moškim, ki se ne bojite. Bomo prišli tudi do tega, zakaj je to pomembna hvaležnost, zakaj je pomembno vsak sleherni dan, kje živite, kaj lahko date nase, kako se zbudite, kako vidite, da je spet nov dan, da imamo spet lahko gremo v naravo in tako naprej. Vse dobro. Želim vam lep večer, lepe misli in predvsem, kar vam želim, da ostanete zdravi. A vam naj dam še en tak majhen nasvet.
dajte čim manj gledati televizijo. A veste, da bi včasih bi rada napisala medijem, mediji, delite za ljudi, ne pa, da ustvarjate strah. Delajte za ljudi, pokažite ljudem, kako lahko živijo svoje življenje. Ne pa zdaj to, kar gledamo po televiziji in mislim, to nikamor ne vodi. Tako da prosim vas, čim manj televizije. Mi kreiramo to. Zadnjič je moj sin je prišel domov, pa je kašljal, pa je rekel, a misliš, da imam korono? Pa sem rekel, kaj res? A misliš ti, da imaš korono? Pa reče me, ja ne vem, če vsi se zdaj govorijo o koroni. Pa rečem, sine, poslušaj se, a imaš korono? Pa rekel, nimam. In pol starejši je mal prehlajen in isto tako mi reče, poslušajte svoj srček. Vaš srček točno ve, kaj se z vami dogaja. Sej ne vem, koliko zgodb ste že slišali, kaj vse človek. Kako srce in pozitivne misli lahko pozdravijo vse. Čau. Nikolina prav, televizija je strup. Top! Poslušajte Nikolino in tudi vse ostale, ki tako razmišljajo. Čau.